Pogovor o. Vlada je 23. decembra potrdila predlog izhodišč za obdavčitev premoženja oziroma uvedbo davka na stanovanjske nepremičnine. Izhodišča je dala v javno razpravo in jih zbirala le mesec dni. Pravi, da bo izsledke upoštevala pri nadaljnjem delu ter usklajevanju rešitev z različnimi deležniki. Glede na izhodišča bo obdavčena vsaka stanovanjska nepremičnina, ki lastniku ne služi za bivanje. V državi je več 10 tisoč nepremičnin, ki so prazne, in zato si želi vlada to stvar nekako urediti. Kritik na izhodišča zakona ne manjka, nekaj pomislekov bomo navedli tudi v nadaljevanju. Nadaljavo zdaj pozdravljam predsednika Slovenskega nepremičninskega združenja FIAPCI Marka Novaka. Lep pozdrav. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Morda nekaj besed na splošno o vašem delu in ciljih združenja, ki se ne pojavlja toliko v javnosti, zato morda ena kratka predstavitev v uvodu oddaje. Naše združenje, Slovensko nepremičninsko združenje, je del enega svetovnega nepremičninskega združenja in pred 2 letoma smo praznovali svojo 30-letnico. Gre za združenje strokovnjakov, ki niso primarno lastniki nepremičnin, ampak so specialisti na določenem področju, ki se dotika nepremičnin, bodisi urbanizem, investiranje v nepremičnine, pravne zadeve, statistika in podobno. V našem združenju nismo gradbeniki, oni imajo svoje združenje, ampak smo tisti, ki se dotikajo področja nepremičnin na različnih področjih, a nismo gradbeni inženirji, vsaj po večini ne. Tako da se ukvarjamo večinoma s sistemom, torej zakonodajni okviri, izboljšave le-teh. Sodelovali smo tudi že od samega začetka pri pokopavanju obstoječega sistema NUSZ in poskusih vzpostavitve enega modernega nepremičninskega davka. In na tej poti smo seveda analizirali tudi drugo premoženje, ki ga je v Sloveniji izredno veliko. Govorim o premoženju, ki niso nepremičnine. Govorim o avtomobilih, govorim o finančnih sredstvih, govorim o vrednosti podjetij in podobno. Tako da po vsem tem času nekaj letnega dela na področju premoženjskih davkov si upam trditi, da smo eni redkih, ki ima zelo dober pregled nad sistemi obdavčevanja premoženja, pri čemer pa moram odkrito priznati, da glede na podatkovne osnove, ki so na voljo v posameznih državah, da je tu po večini Evropa zelo zaspala. Še posebej trdno spi Evropa, ki pripadamo tudi Slovenija, torej področje Avstro-Ogrske bivše in pa seveda Nemčija. To so tradicionalno že 200 let in več države, ki imajo zelo nizko stopnjo davkov na premoženje, medtem ko pa protestantski ali pa severni del Evrope, Švica, ZDA in pa Združeno kraljestvo imajo pa tradicionalno visoke davke na premoženje. Se pravi, bi bili pravi sogovornik pri nastajanju tudi tega novega predloga zakona o davku na nepremičnine, pa ste bili zraven? Žal nas niso povabili, tako kot niso povabili tudi drugih, ki smo bili zraven pri vzpostavitvi ali pa poskusu vzpostavitve zakonodajnega okvira v letu 2013 za časa vlade Alenke Bratušek, kot tudi leta 2018, ko je bil pač poskus vnovične vzpostavitve neke vrste nepremičninskega davka. Ta vlada nas ni povabila, bi rekel škoda, kajti vkolikor bi, to si upam trditi, vkolikor bi mi bili člani te skupine, se zagotovo takšen predlog ne bi pojavil, ker imamo vrsto zadržkov, izračunov, ki bi nasprotovale tako visokemu davku na nepremičnine, kar se tiče druge, tretje in naslednjih nepremičnin. Dopuščam pa seveda možnost, da je bil politični pritisk tako velik, da so to pač morali narediti, čeprav s stisnjenimi zobmi. No, v tem primeru nas pač ne bi bilo potem zraven. Škoda, da smo dobili tako hitro na ta predlog, ki je res nedodelan, prinaša velika nesorazmerja, torej ko govorimo o NUSZ-ju na eni strani, ki ga imamo od leta 1984 in ki je popolnoma zastarel, do tega davka, ki bi pač baziral na zelo dobro določenih vrednostih nepremičnine,
preko Gursovih modelov, ki so statistično-matematični modeli, ampak v mednarodni primerjavi vam lahko povem, da sodijo naši modeli med prve 3 najbolj kakovostne v evropski 27-terici. Torej, za določitev vrednosti imamo izredno dobra orodja, hkrati pa smo na drugi strani tistih, ki si upajo na politični ravni to državljanom povedati. Ne. Torej, verjamemo, da Slovenija potrebuje nove davke, če ne zaradi drugega, zaradi dolgotrajne oskrbe in pa starajočega se prebivalstva. Saj moramo vedeti, da demografske projekcije kažejo, da bo čez 10 let, že samo čez 10 let, v Sloveniji 50% več upokojencev, kot jih je danes. Ja, kar nekaj izhodišč ste dali zdaj v teh uvodnih nekaj stavkih, se pravi, najprej zanimivo se mi zdi, da ta predlog vlade ne ukinja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, to bi še naprej ostalo. Potem pa seveda je poudarek tudi na tem, da se ne obdavči le prva nepremičnina, v kateri lastnik biva, vse nadaljne pa. Najprej morda glede teh 2 izhodišč. Torej, zakaj ohraniti NUSZ, morda zato, da bi pomirili občine? Ja, gledajte, to je pa pač ta politična kalkulacija, ki s stroko nima nič zveze. Rad bi povedal, da je sistem NUSZ, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zelo primitiven in je seveda posledica svinčnika in papirja iz leta 1984. Tehnološko smo napredovali, vemo, kje je kakšna hiša, kakšna je velika in tako dalje, in seveda uporabljati neko orodje, ki bazira na svinčniku in papirju, je danes popolnoma skregano z nekim napredkom. Kot drugo bi rad povedal, da NUSZ je bil leta 2014 na Ustavnem sodišču razveljavljen, ampak če tudi je leta 2013 še veljav, je v njem bilo črtanih 80% členov. Si predstavljate, da imate zakon, v katerem imate 60-70 členov in ta zakon ima črtanih tam okoli 80% vseh členov. Torej, bil je v osnovi toliko že v nasprotju s časom, ne, da so morali sproti črtati člene, ki so imeli terminologijo iz SFRJ, iz čistega socializma. In leta 2014, ko je Ustavno sodišče razveljavilo ta zakon o davku na nepremičnine, je razveljavilo tudi zakon o stavbnih zemljiščih, ki je osnova za NUSZ. Ta več ne obstaja. Pa že takrat, kot sem povedal, ko je obstajal, je 80% bilo črtanega teksta. Vsak, bi rekel, zdravo razumsko delujoč človek ve, da zakon, v katerem je črtanih 80% členov, da je anahronizem in ga ni moč uporabljati. In zato smo se mi zelo dolgo trudili, bom rekel desetletje, da bi ustvarili NUSZ2, torej da bi naredili nov davek, če že davka na nepremičnine nismo sposobni in nekako nismo bili uslišani, kajti na Ministrstvu za finance visoki uradniki so rekli, kolikor bomo naredili NUSZ2, ki je, bomo rekli, zelo primitivni davek, ki ne upošteva ves ta tehnološki pa podatkovni razvoj, kot sem prej o njem govoril, ne bomo nikoli dobili davka na nepremičnine. To je velika napaka za državo, kajti, še enkrat poudarjam, imamo za vrednotenje, masovno vrednotenje nepremičnin, imamo izredno dobre modele, ki so šli že, osnovna verzija se je že 2-krat izboljšala in vedno smo malo kakovostno napredovali. Tako da NUSZ je nekaj, kar bi morala ta država ukiniti in uvesti naprednejši davek na nepremičnine. Kar se tiče vašega drugega dela vprašanja, neobremenjevanje prve nepremičnine se nam zdi zelo, zelo neprimerno, predvsem zaradi tega, ker lastniki nepremičnin imajo različno vredne nepremičnine, ki predstavljajo njihov dom. Torej, bom rekel, od 50 tisoč evrov pa tja do nekaj milijonov evrov. Ne, rečemo tja do 5. In seveda ni moč pristati na logiko, da nekdo, ki je zelo, zelo premožen in živi v hiši za milijon ali več, ne, da bi ga oprostili plačevanja davkov, čeprav predpostavljam, da si je 98% ljudi pošteno zaslužilo denar za to, da je lahko si zgradilo nepremičnine. Ampak nepremičnine so si tudi drugje pošteno zaslužili in pošteno zgradili. Ampak mi postavljamo seveda
v izhodišče, ja, saj sem že vse davke plačal, ne, pa me zdaj še enkrat obdavčujete, ja, ampak moderne družbe, ki tudi črpajo davke iz premoženja, so tudi one šle skozi ta proces. Večina premoženja se je povsod v Evropi, rekel v 95-97% pošteno zaslužila. In pred tem smo si, in če imate vi pač akumulirano skozi generacije, skozi svoje delo, pač neko premoženje je nekaj prav, da čisto malega plačate. In zato je bil naš predlog, že 6 let je star, tako imenovane tisočinke. Tisočinka pomeni preprosto 0,1% in naš predlog je bil, da bi plačali to vsi, ampak nekaj zelo malega. To je kontrapredlog vladnemu predlogu, da se na prvo nepremičnino ne plača nič, na drugo nepremičnino se pa plača 30-krat več, kot je danes NUSZ. Konkretno je to bilo 36-krat toliko, če vzamemo kumulativne številke. In danes imamo obremenjene nepremičnine z NUSZ-jem v višini 0,4 promile, to je 0,04%. In če to primerjate z 1,45%, potem vidite, da je 36-krat bi lahko NUSZ stisnili v ta predlog vlade in to zagotovo bo padlo na Ustavnem sodišču, ker je nesorazmerno močno obdavčena druga in naslednje nepremičnine proti prvi nepremičnini. Rad bi spomnil na odločbo Ustavnega sodišča. Če se spomnite, v letu 2013 je bil predlog ta, da je vaš dom obremenjen za 0,15%, tista nepremičnina, ki pa ni vaš dom, druga, tretja in naslednje, pa za 0,5%. Torej, med njima je bilo 3,5-kratnik. In že ta 3,5-kratnik je bil po odločbi Ustavnega sodišča takratnega preveč in je seveda Ustavno sodišče reklo, da je to razmerje treba znižati. Zdaj pa je vlada prišla 36-kratnikom in seveda nekaj, kar je 10-krat, bi rekel, bolj drastično od tistega, kar je bilo kot preveč drastično prepoznano, seveda nima nobenih možnosti, da bi ustavno presojo, tako imenovani test sorazmernosti, prestalo. Ustavno sodišče pravi, da morajo biti bremena in koristi določene nepremičnine zvezane. Torej, če imamo mi dva podobno nepremičnino, podobne vrednosti in je za oba, ali pa za vas je to dom, za mene pa druga nepremičnina, ki jo občasno uporabljam, da mora biti davek približno enak. Ne čisto enak, ampak tu verjetno 1:2 bi bilo verjetno še nekako vzdržno razmerje, kar je tudi, so neke izkušnje pač iz Evropske unije. Tako da neka zmernost na tem področju bi bila zagotovo bolj optimalna. V nekih najbolj, bi rekel, ekstremnih zadevah smo razmišljali o naši skupini, našem združenju okoli 0,5% in potem seveda vlada pa postreže s popolnim presenečenjem, ki je bil 1,5% ali 3-krat več kot tisto, kar smo mi mislili, da bo nek strop, nek plafon. Tako da škoda, ampak pač trudimo se, da bi prepričali vlado, da naj tega ne naredi. Hkrati je pa treba jasno povedati, Slovenija potrebuje davke, premoženja je v Sloveniji 280 milijard nepremičnega premoženja, torej 280 tisoč milijonov evrov, 280 tisoč krat po milijon, drugega v podjetjih, v depozitih, vrednostnih papirjih je pa 100 milijard ali 100 tisoč milijonov in tako ogromna količina premoženja kliče potem po rešitvi, da bi vsakemu vzeli nekaj malega, pa bi bilo 300-500 milijonov z lahkoto zbranih, ne da bi kdo to čutil, ker naš predlog je govoril o tisočinkah. Ena tisočinka za fizične osebe, pa 3 tisočinke za pravne osebe. Gospod Novak, zdaj pa, če se malce še ozreva po okolici, rekli ste, da modeli v soseščini se razlikujejo oziroma da je nekoliko odvisno tudi od tega, ali izhaja države z Avstro-Ogrske. Kakšni zgledi so v tujini glede davka na premoženje? Zdaj, če rečeva na premoženje kot tako, ki res kliče po tem, da bi ga bilo treba uveljaviti, pa se nekako vlade kar bojijo tega ukrepa. Povsod je tako, glede, tudi stanje na področju obdavčevanja premoženja je pač neka rezultanta nekih vplivnih sil ali pa vplivnežev, da ne rečem mogočnih družin in industrialcev in tako dalje, zato, da bi bilo premoženje čim manj obdavčeno.
In že za Slovenijo smo ugotovili, da je tega ogromno. Zdaj, v 27-terici imate pa 27 zgodb različnih. Od takih, da recimo, kot je Belgija, ne, mi imamo 2% davek na promet z nepremičninami. Ne. Oni imajo, ne boste verjeli, 15%. Hrvati imajo 5%. Ne. Torej, vidimo, da je razpon, bi rekel, davkov pri transakcijah z nepremičnini lahko tudi 7,5-krat večji, kot ga imamo mi danes. Ne. Potem, kar se tiče recimo davkov samih. Večina držav, pa govorimo 3/4 njih v 27-terici, se ustavi nekje največ odstotek, 0,9 recimo ali pa 1%, pri čemer ne, eni, kot je na primer Avstrija, odštejejo gospodinjstvu 125 kvadratov, pa rečejo, da je to pač nek dom, ne. Vse, kar pa presega 125 kvadratov, pa oni pravijo temu luksus. Ne. Povprečna slovenska hiša ima 200 kvadratov in se marsikdo ne bo s tem strinjal, ampak to je avstrijska definicija. Ne. Potem recimo Danska, kot severnjaška država, vam dom do 400 000 evrov obdavčijo z 1% letno, nad 400 000 pa kar z 3% letno in je jasno, da Danci, če tudi so premožni, nimajo zelo velikih stanovanjskih nepremičnin. Ne. Recimo Nizozemska podobno. Ne. To je zelo male hiše, kaj ti davek na hiše oziroma stanovanja je izjemen. Ne. Potem imamo Italijo, ki ima tudi nekaj podobnega. Hrvati recimo so prenovili sistem NUSZ. Oni nimajo modelo, ampak je finančni minister v obliki ene tabele kar poenostavil. Je rekel, 2500 evrov je osnova v Zagrebu, 2800 v Rovinju, 2200, zdaj si izmišljujem številke, 2200 v Splitu, ne? In od tega lahko toliko pa toliko vzamete, najmanj toliko in največ toliko. In v to smer, to evolucijsko smer NUSZ-ja smo se tudi mi trudili, ker obstajajo občine v Sloveniji, ki nekaj, rekel tam 10-15 centov na kvadrat zaračunajo za stanovanjsko površino, kar je seveda premalo. Ne. Večina občin zaračuna približno 1 evro na kvadratni meter letno. In rezultat pa je, da je to vse skupaj 80 milijonov evrov na 200 milijard evrov vrednem nepremičnem premoženju stanovanjskega karakterja, kar pomeni 0,4 promile od vrednosti. Tako da, kako bi rekel, ta evropski okvir, pa če skočim še malo izven Evrope, v Švico, ne? V Švici imajo pač kantoni to, vlada tam ne predpisuje, kantoni pač in imajo tam od 0,2 do 0,9. Neka Ženeva, kjer so res premožni že doma, z lahkoto 0,9, kak je revnejši kanton, je pa že z 0,2 zadovoljen. Ne? Tako da, če se še malo zadržim v Švici, davkov na premoženje, ne? Oni naberejo toliko, da je to za 8% njihovega proračuna. Pri nas davkov na premoženje poberemo približno za tam 2% našega proračuna. Ne? Tako da biti bogat v Švici je to, bi rekel, finančno zelo naporno. Naj vam povem recimo en primer tega švicarskega pragmatizma. Oni vam obdavčijo prvo, drugo in tretjo in 15. nepremičnino, kot da imate nekoga v najemu. Tudi v vaši lastni, ki mu rečemo mi dom, vam jo obdavčijo, kot da ga oddajate. In vam ta davek pač z lahkoto zaračunajo, tudi nihče se ne preveč sekira okoli tega in je za njih vse eno, ali imate vi najemnika prijavljenega. Ne. In to je, veste, to so recepti iz Evrope, ki smo jih mi tudi predebatirali in s Fursom in s Gursom in tako dalje, ki bi jih bilo dobro uvesti tudi pri nas. Mi v Sloveniji, ko prijavljamo tisti, ko celo prijavijo pogodbo za najem z najemnikom, se v večini, torej v povprečju zlažejo za 50%. Torej rečejo, da je najemnina 300, čeprav je v resnici 600. Švicari s švicarskim pristopom
lahko vi lažete, kolikor želite, ampak oni vam bojo davek zaračunali, kot da oddajate za 600. Ker je jasno, da vi dvosobnega stanovanja v Ljubljani ne oddajate za 300, ampak oddajate za 600. Pri nas pa, če nekdo pride za najemno pogodbo na davčno upravo, reče, dvosobno stanovanje oddajam v Ljubljani in za njega zaračunavam samo 300 evrov, oni rečejo, v redu, hvala lepa. Ne. Čeprav vsi vemo, da laže. Ne. Seveda pa imamo še bolj črne oblike, ne, tisti, ki sploh nič ne prijavijo. Tako da bi rekel, teh vzorcev, teh dobrih praks je po Evropi, kolikor hočete. Ne. Tako da bi se dalo z nekaj dobre volje v relativno kratkem času te dobre prakse pregledati, ideje pobrati in seveda začeti z malimi koraki, ne? Z malimi koraki urejevanja najemnih razmerij, prijavljanja te transparentnosti. Glejte, mi bi morali najprej kazni za neprijavo ali pa slabo prijavo krat 10 povišati. Zakaj? Ja, zato, ker je kazen danes, če vas dobijo, da nekaj na črno prijavljate, med 500 evrov pa 5000 evrov. Ne? Če gremo na Dunaj, gremo samo preko Šentilja, ali pa v Nemčijo, je ta kazen 50 000 evrov. Zdaj se vprašajmo, ne, ali 500 evrov boli, če te slučajno dobijo, pa ne poznam primera, da bi koga dobili, ko oddaja na črno ali pa temno sivo, ko je kazen v višini 1 mesečne najemnine. Kazen mora boleti, to mora biti enoletna kasirana najemnina, mora biti kazen, ali pa dvoletna kasirana najemnina. Torej, prag bolečine bi se začne tam pri 10 000 evrov. To je en mozaik nedodelanih stvari, ki rezultira v tem, da se nihče praktično finančne uprave ne boji, če tudi ga dobijo, pa je to mala možnost, ker pač nimajo terenskih enot, da bi bila, bi rekel, prag bolečine sploh dosežen. Enomesečna najemnina na 50 mesecev na črnega oddajanja, to z lahkoto vsak preživi. Tako da je tu en taki mozaik rešitev, ki bi jih lahko v neki skupini za ureditev stanja pregledali in dogovorili v zelo kratkem času. Ampak, kot rečeno, ta vlada pač ne posluša tistih, ki vedo več o njej na tem področju, ki se dlje s tem ukvarjajo in je pač škoda za evolucijo na področju davkov, da se to ne dogaja. Hvala lepa, Marko Novak, za sodelovanje v tej oddaji in vse dobro. Bi še lahko nekaj dodal. Mi smo predlagali 6-7 ukrepov za ureditev tega stanja, za sprostitev tega potenciala praznih stanovanj. Nekaj čisto malega financ bi bilo potrebnih, da se določen ukrep naredi. In mi, veste, Slovenija nima enega ukrepa, ki bi vse rešil. Mi moramo uvesti 6-7, mora biti 8 ukrepov vzporedno, zato da bi na področju najemov naredili red, večjo transparentnost, da ne bi bilo najemodajalce strah oddajati, da ne bi najemojemalci bili v nekih kratkoročnih pogodbah, ker najpomembnejša tema za preživetje Slovenije je demografija. In jasno je, da vekolikor so mlade družine brez strehe nad glavo in preplašene, da bojo, bi rekel, naredile vse, da še mogoče ne bi imeli otrok. Slovenija je na nivoju Japonske, kar se tiče demografije, pri čemer je Japonska grozovit primer problemov na področju demografije. Mi moramo za demografijo bolj aktivno skrbeti in streha nad glavo pa dom je eden izmed temeljev, da se bodo mladi odločali za imeti otroke prej in več. Tako da jemljemo to tudi skozi to optiko naše poslanstve, naše angažiranje, da bi bilo vsem skupaj boljše na dolgi rok. Hvala lepa, gospod Marko Novak, za ta pogovor. Prosim. In vse dobro. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. V nadaljevanju oddaje Pogovor o pa lepo pozdravljam direktorja Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije Boštjana Udoviča. Lep pozdrav. Lepo pozdravljen.
V prvem delu smo slišali, da je predlog zakona, ki ga je pripravila vlada, slab, nedodelan, da prinaša nesorazmerno obdavčitev in da zato verjetno ne bi prestal presoje Ustavnega sodišča. Tudi vi ste se oglasili v času javne razprave o zakonu, navedli nekaj kritik, zlasti na račun predlagane davčne stopnje, ki bi, lahko rečemo, spodbujala ljudi k novim načinom izogibanja plačila davkov. Morda najprej en vaš splošen pomislek. Ja, z našimi partnerji, s katerimi že sicer na tem strokovnem nepremičninskem področju sodelujemo, smo skupaj pripravili ta naša stališča, te pripombe in ja, več težav vidimo v tem predlogu, ki je bil, sicer to vedno ponovim, zelo grob osnutek, zelo splošen in se ni dalo iz njega razbrati odgovorov na število vprašanja, ki so se pojavljala. Vseeno smo ga v določenih elementih ocenili kot pozitivnega, predvsem v tem smislu, da je spodbudil neko razpravo, ki je zdaj že dolgo časa ni bilo, pa je pokazal tudi na to, da očitno na vladi nekaj želijo narediti. Jaz upam, da ni bil ta predlog vržen v javnost samo zato, da se ne bi zgodilo nič, ne upam. Bom optimist, kar se tega tiče. Sicer pa je ta predlog že na prvi pogled z več vidikov problematičen. Jaz kot pravnik sem vedno poudarjal predvsem te vidike, ki nekje mi dajo misel, da bi bil protiustaven verjetno, ne? Zato, ker poznamo že pretekle primere podobne, ne? Predvsem poznamo zakon o davku na nepremičnine iz leta 2013, ki je bil zaradi bistveno manjših diskrepanc takrat razveljavljen strani Ustavnega sodišča oziroma odpravljen, niti ni začel učinkovati. Tako da na to smo želeli opozoriti pripravljavce, ker vsi skupaj si želimo, da bi bilo to področje urejeno. Nenazadnje je trenutno res stanje kaotično, imamo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je, mislim, da iz leta 1984, pa imamo davek od premoženja, ki je iz leta 1988, za katerega občine do nedavnega skoraj niso vedle, ne, in tega niso pobirale, zdaj pa jih je bistveno več, ne, ki se opogumljajo v tem smislu. In naše stališče, tudi stališče GZS-ja kot celote, že pred leti je bilo predvsem, da je potrebno en davek na nepremičnine uvesti, modern davek, sistemski davek, s katerim bi nadomestili sedanje davke predvsem. Ne. Lahko bi bil tudi davčni izplen, kot temu rečemo, kaj večji, kakorkoli, ampak predvsem bi bilo pomembno, da bi bilo to na enoten način urejeno za celo državo, da ne bi prihajalo do tako velikih razlik, kot smo jim priča zdaj z NUSZ-jem, ko se občine res zelo različno odločajo za to, kako ga bojo zaračunavali, nekatere pa ga niti niso do nedavnega. Ne. To je bilo naše osnovna usmeritev, zato si ne želimo, da bi v bistvu nek zakon sprejeli, ki bi šel na koncu spet čez ustavni postopek, ne, na Ustavnem sodišču in bi bil spet odpravljen in bi spet za 10 let v bistvu zamaknili vse skupaj, ne, tako kot je bilo do zdaj. Želimo si, da bi se ta strokovni dialog nadaljeval, da bi se nekaj naučili iz dosedanjih izkušenj in da bi res pripravili tako rešitev, ki bi bila sprejemljiva, ne za vse, ker nikoli ne bo za vse, ne, vedno bomo imeli določeno nasprotovanje, ampak ki bi na koncu prestala vse te teste in bi bila tudi učinkovita. Ne. To je pa zdaj ta drugi problem. Eno je ta ustavni vidik, drugo je pa vidik učinkovitosti. Če zdaj v tem predlogu so govorili o 600 milijonih približno in če ugotovimo, da je nešteto možnosti za izogibanje temu davku, ne, bi na koncu bil ta učinek bistveno nižji. Ne. Jasno pa je, višja kot je davčna stopnja predvidena, višja je motivacija za izogibanje. Izhodišča predvidevajo ugodnost znižanja novega davka na stanovanjske nepremičnine v primeru, če se stanovanje, za katerega se davek odmeri, oddaja v najem na podlagi najemne pogodbe in so prejete najemnine kot dohodek prijavljene za odmero dohodnine od oddajanja premoženja v najem. Končna ugotovitev davčnega bremena je sicer odvisna od okoliščin vsakega posameznega primera. Po opravljenih izračunih bi lahko ugodnost zaradi oddajanja v najem v višini 25% najemnine celo presegla znesek novega davka na stanovanjske nepremičnine in tako ne bi bilo dodatnega bremena. To je to, kar ste ravnokar omenili. Kakšen bi bil po eni strani vpliv na trg najemniških stanovanj in seveda dogajale bi se verjetno te fiktivne najemne pogodbe? Ja, številni načini izogibanja temu davku bi bili od prenašanja lastninske pravice do najemnih, zdaj fiktivne najemne pogodbe niti ne. Tako bom rekel, ta ideja o tej davčni ugodnosti za tiste, ki oddajajo stanovanje oziroma stanovanjsko nepremičnino in imajo tudi prijavljeno, se pravi, plačujejo davek iz naslova prihodka od najemnine.
Ta ideja je mogoče celo najboljša ideja znotraj tega davka, ampak samo v načelu. Ne? Če bi bil davk, celoten sistem postavljen v redu, bi bila ta ugodnost spodbudna, ne? In bi jo tudi mi podpirali. Ampak v takšnem sistemu, kot je predviden, pa na koncu ne bi imela učinka, ki si ga želimo. Problem, ki ga jaz vidim, je že ta, da imamo sedanji davek na prihodke iz naslova najemnin za fizične osebe izjemno visok in deluje demotivacijsko. Se pravi, ljudje ali ne želijo potem zaradi takega davka oddajati stanovanj, ali pa jih oddajajo na črno, ne? Ali pa na sivo, prijavljajo recimo bistveno nižje najemnine. Zdaj, ta segment bi mogoče takšen davek res uredil, ker v končni fazi bi bilo čisto vseeno, ali oddajaš na črno, ali prijaviš, bi plačal vedno, če nič drugega, ta davek, ne? Res pa je, v enem segmentu bi lahko vplival tudi na povečanje najemnin. Tam, ker so najemnine nižje od tega, od davčne stopnje, se pravi od te ugodnosti, ne, bi bili lastniki motivirani, da najemnino zvišajo, zato da izkoristijo celotno ugodnost, ki jo ta predlog predvideva. Tako da, kaj bi se v posameznih primerih zgodilo, je težko napovedati. Sigurno, če bi bil tak davek sprejet, če bi bila taka rešitev sprejeta, verjetno črnega trga kot takega ne bi bilo več, ne, ker bi se v bistvu stanovanja na drugačen način rešila. Bodi si s prenosom lastninske pravice, bodi si z nekimi drugimi rešitvami, tudi določene izjeme bi še prišle v zakon, gotovo, ne, ker so ugotovili že sami pripravljavci, da niso razmišljali o vseh zadevah. Kako bi vplivalo na koncu, je res težko reči. Je pa ta ideja o tem, da se tistim, ki oddajajo, ali pa vsaj na dolgi rok oddajajo, mogoče bi bilo o tem za razmišljati, da potem niso zavezanci za plačilo davka, ali pa da se jim ta davek bistveno zniža. Ta ideja v osnovi je dobra, ker želimo vsi skupaj motivirati lastnike, da oddajajo stanovanja. To je res največji, če tako rečem, greh, ne, pa, je to, da so stanovanja prazna. Ne, in ko vprašamo lastnike, zakaj so prazna, je prvi odgovor ta, da se ne počutijo varno, ne, ker vedo, da so prepuščeni potem, če prije do kakšnih zlorab sodnemu sistemu, ki deluje pri nas zelo počasi. Tako da verjetno bi bilo treba, in to smo tudi opozarjali v tej strokovni razpravi, najprej druge inštrumente izkoristiti, zato da bi se spodbudilo lastnike k oddajanju, potem na koncu pride pa davek, ne, ki bi bil v bistvu nek sistemski. Trenutno je res tako, da je naložba v nepremičnino ena najbolj varnih naložb. Nepremičnina načeloma ne zgublja vrednosti. Tukaj v Ljubljani imamo kar veliko primerov takih, da še preden so stanovanja do konca zgrajena, so že prodana, pa to ne pomeni, da bodo tudi naseljena, kot ste ravnokar tudi sami omenili, da so mnoga prazna. Kako tukaj narediti en red? Kakšen res je ta davek, ki ga potrebujemo, da morda bodo pač razmišljali tudi o drugačnih naložbah? Ja, res je. Na nek način lahko rečemo, da je Slovenija davčna oaza za tiste, ki želijo investirati v nepremičnine, in če je nek investitor, pa mogoče to pozabljamo prepogosto. Ljudje rečejo, ja, naša kupna moč je prenizka, mi si ne moramo privoščiti stanovanja. Ampak ne konkuriramo samo državljanom Slovenije pri nakupu nepremičnin, konkuriramo državljanom Evropske unije, ker vsak državljan Evropske unije lahko zdaj pri nas nepremičnino kupi in večina držav na zahodu ima bistveno višjo kupno moč. In za te, ki pridejo do nekih sredstev in jih želijo plasirati v nepremičnine, je Slovenija v tem trenutku izjemno zanimiva destinacija, ne, za naložiti, ker je praktično to, da imaš nepremičnino prazno, je skoraj zastonj, ne, nekaj malega stroškov je, ni pa davka. Kolikor poznam ocene OECD-ja, smo nekje na 1/3 pri nas davčnih bremen iz premoženja v primerjavi z drugimi državami OECD. In to od povprečja nekje odstopamo, se pravi, da imamo 1/3 povprečja OECD obremenjeno premoženje. Po drugi strani imamo pa predvsem s prispevki bistveno preobremenjene plače, kar pomeni, da ljudje ne dobijo toliko denarja, kot bi ga lahko, in z tega vidika velja spodbujati, da bi bilo mogoče premoženje bolj obremenjeno, pa plače bistveno manj, ne. In na to so tudi ciljali pripravljavci tega predloga, sicer malo pobalinsko ali pa malo grdo, ne, ker so to vezali, pa so rekli, toliko kot bomo tukaj dobili, bomo tam razbremenili, kar ni primerno. Ne rešuje se zakonodaja na tak način. Tako. Nujno je razbremeniti plače, ampak čisto neodvisno od tega. In nujno je iskati rešitev za nov davek. Pa še to mogoče velja poudariti,
velikokrat slišim tudi očitke, zdaj si pa prizadevate za nove davke. Ne prizadevamo si za nove davke, mi si prizadevamo za drugačne davke. Se pravi, mi si prizadevamo za nepremičninski davek, ki bi na nek način nadomestil vse sedanje davke, bi bil bistveno bolj pošten, bistveno bolj sistemski, lahko bi se kaj nateklo tudi več v proračun iz tega naslova, ampak ne zato, ker bi ljudje plačali več, ampak ker bi plačali vsi. Zdaj v tem trenutku pa so nekateri pač v bistveno ugodnejšem položaju, zato ker pač živijo na določenem območju, ker občine malo drugače nuse zapobirajo. Tako da to so bila ključna izhodišča, nikakor pa si ne želimo, da bi se nove davke, seveda vsi smo proti davkom. Ja, dokler so ti res nesmiselni, kar nekaj takih tudi imamo vseeno, pa kaj pa ta pomislek, stanovanjska nepremičnina, opredelitev nepremičnine kot stanovanjska ali pa kaj drugega, tudi to je sporno. To je lahko težava, zdaj sporno, tako bom rekel, če beremo našo ustavo, gotovo imajo stanovanjske nepremičnine nek poseben položaj v pravnem sistemu, zato ker so pač namenjene bivanju in v ustavi imamo zapisano tisto pravico do stanovanja oziroma pravico, da država skuša zagotoviti možnost, da si državljani, se pravi, zagotovijo bivališče. Tako da nek poseben status gotovo stanovanjske nepremičnine imajo. Pri tem predlogu je problematično to, da so res na ta način obremenili oziroma predvideli obremenitev samo določenega manjšega dela nepremičnin in na nek način spodbudili lastnike stanovanjskih nepremičnin, da jim tudi spreminjajo namembnost. Zdaj, ne lani, ampak že kar nekaj let govorimo tudi o problematiki kratkoročnega oddajanja stanovanj v turistične namene. S kratico rečemo Airbnb ponavadi, ker je to zdaj ta prevladujoča platforma, čeprav so tudi drugi načini aktualni. In tam je zdaj tako, da če stanovanju spremeniš namembnost, tudi po tej regulaciji, ki se zdaj pričakuje v novem zakonu o gostinstvu, če bo to poslovni prostor oziroma prostor namenjen izvajanju gostinske turistične dejavnosti, potem se bo ta dejavnost lahko tam izvajala celo leto. In zdaj, če pogledamo še tak predlog, če bi bil uveden, bi dejansko ljudje v stanovanjskih nepremičninah bili motivirani, da spreminjajo namembnost stanovanj v poslovne prostore, zato ker bi se s tem izognili temu davku. Kaj pa je tam z davkom potem? Ja, tam davek se plačuje od gospodarske dejavnosti. In ta predlog ne predvideva sploh obremenitve poslovnih nepremičnin. Tako da s tem davkom tiste nepremičnine potem ne bi bile obremenjene. Verjetno so želeli se izogniti kritiki strani gospodarstva, ampak se niso. Ja, v bistvu so v tem delu, ko so želeli vezati to na razbremenitev plač, so želeli na en tak mogoče perfiden način vreč koz gospodarstvu, pa reč, želeli ste razbremenitev plač, zdaj jo pa imate, pa podprite ta davek. Po drugi strani pa so želeli malo potrkati na to, že pri nas dolgo časa znano, ne vem, ko bi rekel, občutek v javnosti, da je pri nas ogromno, vedno več bogatih, ali jaz ne vem, ki jih je treba po prstih udariti, in če bomo mi tistih 15% po prstih udarili s takim davkom, bojo vsi drugi navdušeno ploskali. Tukaj so se po mojem malo kalkulirali, že večkrat smo se pogovarjali tudi v tej javni razpravi o tem, to, da bi oni želeli obremeniti tistih 15% stanovanjskih nepremičnin, ki so prazne, oziroma ki so druga pa naslednja nepremičnina, ne pomeni, da bi obremenili samo te. Prvič smo rekli, bi se to lastništvo razpršilo, pa ti ljudje imajo družine, imajo prijatelje, imajo ljudi tako ali drugače. Potem se ljudje tudi zavedajo, najprej seveda priješ na eno manjšino, temu rečemo manjšina, pač glede na število, potem lahko naslednjič druga. In mislim, da je bil ta nasprotovanje v javnosti bistveno večje, kot so pripravljavci pričakovali. Zdaj, kaj se bo zgodilo, je pa drugo vprašanje. Ne moreš stopiti pred kamere in reči, obremenili bomo samo bogate. Ne moreš predvsem zato, in to je mogoče tudi posledica te želje, da bi obremenili samo bogate, kar je itak relativen pojem, zato ker tisti bogati pri nas so v tujini še vedno včasih skoraj reveži. Ne moreš, ker to poudarjam že leta, pri nas je premalo teh, ki jim določeni rečejo bogati, premalo je tega premoženja, ker je velika večina nepremičnin v lasti ljudi, ki v njih živijo. In zdaj, če ne želijo sprejeti sistemskega davka, da ne bi teh obremenili, jim ostane premalo
tistih, ki bi jih želeli obremeniti. In na koncu so prišli do tega, da so predvideli tako drakonsko davčno stopnjo 1,45, ne, ker so želeli priti do neke velike številke davčnega izplena. Ne, in to dvoje ne gre skupaj. Če ne prej bi na Ustavnem sodišču verjetno zadeva padla. Ja, model, ki ga trenutno imamo, ki vrednoti nepremičnine, je postavila Geodetska uprava Republike Slovenije. Večkrat se je doslej že ta model popravljal, vrednosti so se seveda spreminjale, popravljale večinoma navzgor. Koliko je ta model vrednotenja zanesljiv, koliko odraža dejansko vrednost, kot tudi ugotavljajo potem, ko se te nepremičnine prodajajo? Zdaj, čist v celoti noben tak sistem množičnega vrednotenja ne more zadeti. Ne? Absolutno tukaj neke absolutnih vrednosti, ki bi jih lahko kar s prstom pokazali, pa rekli, to je to, ne more biti. Ne? Je pa ta model v nastajanju že od takrat, ko je bilo prvič predvideno, da bi bil davek na nepremičnine uveden in je zaradi pomanjkljivosti, ki so bile takrat v sistemu množičnega vrednotenja, tudi takratni zakon padel. To je bil glavni razlog, da je padel tisti prvi davek na nepremičnine, pa še nekih drugih razlogov je bilo, no, ampak ta je bil glavni. In od takrat se je ta model, oziroma so se ti modeli vrednotenja, ta sistem izpopolnjeval in je zdaj po oceni strokovnjakov, jaz nisem strokovnjak za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, ampak po oceni strokovnjaki je med boljšimi, ne, je zelo dober, nikoli ne bo popoln in če bomo govorili o tem, nekateri rečejo, ja, ko bo to popolno, pol pa gremo, ne, pol ne bomo šli nikoli. Največ težav vidimo vsi skupaj pri stavbnih zemljiščih. Ker že sam sistem stavbnih zemljišč je neurejen, mislim, nimamo niti občinskih prostorskih načrtov, nimamo še vseh. Ne. Tako da v tem delu vidimo več težav, pri stanovanjskih nepremičninah ali pa pri nepremičninah nasploh pa je kar precej natančen. No, seveda so odstopanja vedno, bodi si na nekem območju so odstopanja, pri posamezni nepremičnini so pa lahko še večja, ne? Sploh če so podatki, s katerimi razpolagajo tisti, ki delajo to množično vrednotenje, ne? Oziroma formule, ki se uporabijo na teh podatkih, če so podatki napačni, potem tudi rezultat ne more biti pravilen. Ne? In seveda je tukaj še vedno dosti dela in to je nikoli zaključen sistem, tudi če ga bomo začeli uporabljati za davek, to ne pomeni, da bo bil kar zaprt. Vedno bo še ga potrebno izboljševati, dopolnjevati. Tudi lastniki bodo imeli vedno možnost pač na te zadeve vplivati. Ne? Ja, tako kot imajo tudi zdaj možnost vplivati, lahko pričakujemo, da bodo vplivali tako, da potem ne bi plačali več davka, ne? Se pravi, da bi za nalašč zniževali uradno vrednost svoje nepremičnine. To je čisto človeško, to je naravno, vsak si pač želi zmanjšati svoja bremena, zdaj pri nas smo včasih še bolj inovativni, ne samo v Sloveniji, mogoče na Balkanu ali pa na vzhodu še bolj, ne? In to takrat, ko je bil prvi poskus uvedbe davka na nepremičnine, je bilo najbolj očitno. Imamo pa ves ta čas take primere, ne? Ko nekdo reče, takrat, ko razmišlja o davku, bi rad imel nepremičnino, ki je vredna čim manj, potem, ko jo prodaja, pa bi pa rad, da je vredna čim več. Ne? Tako da nič ni narobe v tem, da želimo sejti neko davčno optimizacijo, ne? Dokler ostajamo znotraj sistema, ne? In dokler ne počnemo nezakonitosti. Koliko pa so lahko ta odstopanja, koliko imate morda v pogled? To je zelo težko reči, ker so ti modeli za vsako vrsto nepremičnine drugačni in zelo, zelo kompleksni. Ne? Tako da zdaj kaj vse lahko doprinese k temu, vse možno, od komunalne infrastrukture do kvalitete gradnje, do leta gradnje. Lokacija itak, ne? Lokacija je najpomembnejša. Rekli ste, Slovenija trenutno davek na premoženje neke vrste ima. Kako smo moderni na tem področju? Ne ravno. Ne, prav moderni nismo. Sicer jaz poslušam tudi davčne strokovnjake, ki govorijo, da je tudi v tujini se vedno manj držav odloča za uvajanje davkov na premoženje ali pa na nepremičnine, ampak kljub temu pri nas zaostajamo in jaz osebno vidim, sem že omenil prej, največji problem v tem, da te davščine, ki jih trenutno imamo, so zelo, zelo nekonsistentne. Ne? Občine jih določajo čisto po svoje in se tudi Ustavno sodišče potem z odloki občinskimi ukvarja. In če imamo 212 občin, vemo, da to lahko traja v nedogled. Ne? Drugič imamo zakonodajo iz bivše države, ne? Ki zdaj v bistvu formalno niti ne velja več, ne? Ker je Ustavno sodišče reklo, da se samo še uporablja, dokler ne bo drugega sistema.
Tako da prav učinkoviti nismo, pa tudi izgleda, da na nek način ta akcija zdaj na Ministrstvu za finance kaže na to, da tudi sami mogoče nimajo ideje, kako bi to sistemsko rešili in so rekli, pa pustimo ta NUSZ, bož da ne tikamo, ne bo, dokler še gre, pa dajmo nek dodaten davek uvesti. Tako da to je problem. No. Kajti kaj bi se lahko zgodilo, da bi ostali v nekem praznem prostoru, ko ne bi bilo nič prilivov? Ta nevarnost je takrat obstajala, zato je Ustavno sodišče potem izrecno reklo, se uporabljajo še ti zakoni, ki veljajo, čeprav so iz stare države in je absurdno, da sploh še govorimo o zakonih iz leta 80, ampak tako pač je. Ne? Zato pa to je eden od razlogov, da poudarjamo, da je treba tukaj pač nek sistemski premik narediti. Če pogledava politično opredelitev do tega zakona, nekako so najbolj naklonjene obdavčitvi nepremičnin, običajno levo-sredinske stranke, potem ko recimo na desnici običajno nasprotujejo, se menijo, da bi to lahko bremenilo srednji razred, gospodarstvo, prav tako ocenjujejo, da gre za zakon za tiste, ki so v življenju ustvarjali, da gre za kazen pravzaprav za tiste, ki so ustvarjali. Čeprav v preteklosti smo dočekali predlog nepremičninskega davka tudi v času desne vlade, pa potem ga nismo dočekali čisto v realnosti. Ta vaša ocena mislim, da je pravilna, seveda tam bom rekel, ekonomsko gledano desnim strankam, bolj desnim je seveda bliže to, da so davki nižji, mogoče temu levo-sredinskemu polu spet ekonomsko gledano, ker tukaj imamo, kar se teh političnih opredelitev tiče v Sloveniji, res eno specifično situacijo. Je pa tako, da vse vlade so bile soočene s temi ugotovitvami OECD-ja in z mednarodnimi primerjavami, ker pač v te sisteme nekako ne spadamo oziroma imamo to specifično situacijo in mislim, da vsaka vlada bi morala o tem razmišljati. Zdaj, na kakšen način pride do tega, je drugo vprašanje. Po drugi strani pa po mojem, ta politična slika v Sloveniji bo itak privedla do tega, da katerakoli vlada bo to predlagala, bo nasprotna stran proti temu. Tudi če pridemo do situacije, ko bo desna vlada, pravite, je že, ampak tudi če bo kdaj v prihodnje, tako da bo neka svetovno-nazorsko bolj desna vlada predlagala, bo verjetno nasprotna stran proti, ker pri nas pač politična igra je taka, poenotenje ni enostavno. Ja, bi pa mogel biti, in to smo poudarjali zdaj tudi v teh naših odzivih, da bi bilo treba ne samo z tehničnega vidika uvesti tak davek, ki bo sistemski pa pošten pa tako naprej, ampak tudi poenotiti, kolikor se le da vse politične stranke, javnost, to mora biti čim širši družbeni konsens za tako stvar. Ne? In to, če se spomnite, je leto in pol približno nazaj predsednik vlade po eni srečanju, ki so ga imeli v Brdu, koalicija, je rekel, ne bomo uvajali tistih reform, za katere ne bomo ljudi prepričali, da so dobre, ki jih ne bojo ljudje podprli. In to smo razumeli takrat kot signal, da davka na nepremičnine ne bo, ker pri nas pač bo težko dosegel tako podporo, no zdaj so šli s tem predlogom pred božičnim čisto v drugo smer. Ne? V bistvu kaznovati ali pa obremeniti en manjši del prebivalstva, na račun tega, da bo mogoče večina potem le podprla, pa mislim, da v javnosti potem le ni bilo takega odziva. Gospod Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami, ob koncu morda samo še vaša ocena, kakšen davek bi si Slovenija lahko privoščila na tem področju, kako bi ga morali zastaviti, če bolj na kratko, seveda, vem, da je to globazno vprašanje, ampak vseeno. Ne, tukaj se jaz tudi ne želim spuščati zdaj v neke davčne stopnje in podobno, ker je to stvar neke strokovne razprave, predvsem si želim, da bi bila neka široka strokovna razprava. Mislim pa generalno gledano, sistemski davek, ki bo zajel čim več ali pa vse nepremičnine z neko relativno nizko davčno stopnjo, ki bo tako nizka, da tudi ne bo ljudi spodbujala v to, da se mu izogibajo, pa mogoče z neko progresijo, pametno zastavljeno, in pa tako kot predlagajo tudi strokovnjaki, z neko oprostitvijo, verjetno glede na to, da imamo množično vrednotenje relativno dobro zdaj zastavljeno, verjetno z neko davčno oprostitvijo do določene vrednosti nepremičnin. Jaz mislim, vsekakor bi bilo bolje iti na vrednosti nepremičnin kot na kvadrature, ker tudi pri kvadraturah nimamo prečiščenih evidenc. Tudi to nam je jasno. Pri vrednostih nepremičnin smo vseeno neke pomembne korake naredili. Nekaj dela nas še čaka. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. V tretjem delu oddaje
Pogovor o. Lepo pozdravljam profesorja dr. Marjana Hočevarja z Fakultete za družbene vede s katedre za analitsko sociologijo. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Predavate prostorsko sociologijo, urbanizem, poselitev in še marsikaj drugega, pa me zanima, kako bi po vašem mnenju davek na nepremičnine vplival na odnos do prostora. Tak je predviden, ne bi zelo vplival, zaradi tega, ker je konfuzen in ni dobro premišljen. Tako da v vsakem primeru je pa res to, da smo ena redkih evropskih držav, ki nima sodobnega davka na nepremičnine, tako da v vsakem primeru ga je treba uvesti časoma. Ampak ta način, kako je vlada zdaj to pripravila, je neprimeren, ni ustrezen. Kako pa bi ga bilo treba sestaviti po vaše, da bi imel tudi ugoden vpliv? Dejstvo je, da se lahko rečemo do prostora včasih obnašamo predvsem mačehovsko. Ja, jaz mislim, da bi bilo potrebno upoštevati bistveno več elementov pri vsem tem, se pravi ne samo ceno, oziroma ne samo število nepremičnin, ampak tudi ceno nepremičnin. Potem bo treba seveda predtem, preden se ta davek uvede, pogledati prostorske plane, zakaj se prostor namenja, zlasti seveda na občinah, se pravi na nek zelo podoben način, pravzaprav tak efektiven način, kot velja za kmetijstvo in še več drugih stvari. Skratka, ta zakon, ki je zdaj pripravljen, je zelo selektiven in bi pravzaprav naredil več škode, verjetno, kot koristi. Ni opredeljen dobro v smislu obravnave rabe prostora, hkrati se pravi števila nepremičnin, ki jih imajo ljudje. Skratka, konfuzen in mislim, da nima možnosti, da bi šel naprej, oziroma da bi bil sprejet. Kako bi profesor Marjan Hočevar ocenili torej naš odnos do prostora, to sobivanje pravzaprav, ker imamo več različnih odločevalcev, tako vlado na eni strani oziroma ministrstvo, kar dve pravzaprav, ki se ukvarjata s prostorom. Po drugi strani imamo občine, ki določajo torej prostorske načrte, pa tudi tukaj se vedno zatika. In imamo seveda lastnike, ki pa tudi ne poskrbijo vsi prav dobro, da bi bilo tisto, kar gradijo, dobro videti. Ja, v Sloveniji imamo en specifičen problem, se pravi, da nas večina ljudi ima lastna bivališča, se pravi stanovanja. In druga stvar je, da je poselitev razpršena, izrazito razpršena. In to seveda zelo otežuje kakršnekoli ukrepe tako na občinah, kot recimo na ravni države. Res pa seveda je, da imajo občine po naši zakonodaji zelo veliko pristojnosti in z zemljišči, se pravi s prostorom, lahko pravzaprav delajo, kar želijo. Problem je seveda v tem, ker je problem z razporejanjem zemlje, če lahko tako rečem, zlasti za stanovanja, ni uravnotežen po Sloveniji. Se pravi, v urbanih središčih, zlasti v Ljubljani, deloma v Mariboru in na Obali, je to problem. Sicer je pa večji problem v Sloveniji seveda ta, da imajo ljudje velike hiše, večinoma hiše, ne stanovanja, hiše, ki so napol prazne in samo delno služijo svojemu namenu. Recimo konkretno so vdove ali recimo en sam star človek, ki živi v veliki hiši in ta je popolnoma neproduktivna z vidika bivanjskosti. Se pravi, več takih stvari, ki so zelo specifične in ne da bi samo kritizirali politiko, ampak situacija v Sloveniji je zelo, zelo, zelo posebna. Zaradi tega je davek na nepremičnine verjetno res bistveno težje uvajati kot kjerkoli drugje. Skratka, prostor se preprosto ne uporablja racionalno in se ne uporablja namensko, tako kot bi bilo primerno recimo za 21. stoletje. Mi še vedno živimo v kmečkih časih. Ljudje enostavno si prepostavljajo, da so absolutni lastniki recimo parcel ali pa zemljišča, karkoli že, ne pa relativni, kar je v bistvu nek sodoben način razumevanja lastništva prostora. To verjetno se nanašate tudi na prakse sosednjih držav, da je to lastništvo malce drugačno, v glavi vsaj, če že na papirju ostaje enako. Ja, zato ker lastništvo seveda, sodobni pogled na lastništvo nad zemljo je seveda precej drugačen kot včasih, ko so bili ljudje večinoma
kmetje, kjer so hkrati bili producenti in bivali na območjih, na kateri danes samo bivajo. Mi imamo danes zelo malo mestnega prebivalstva, hkrati imamo pa zelo veliko ljudi, ki živi na podeželju in v predmestjih, kjer se zemlja ne uporablja produktivno. Se pravi, imamo nizko stopno, se pravi, imamo zelo malo kmetijstva, par procentov v GDP-ju, hkrati pa ljudje večinoma živijo na podeželju. In je enostavno prostor, ki ga porabijo, količina prostora, ki ga porabijo, je absolutno prevelik za to in je neizkoriščen. In potem zraven, če prištejemo še zelo drago infrastrukturo, zlasti seveda ceste, za komunalno napeljavo ali karkoli že, ki se večinoma podružblja. Se pravi, tisti ljudje, ki živijo strnjeno, plačujejo za tiste, ki živijo razpršeno. In to se pozna potem tudi pri raznih naravnih nesrečah, ko je treba recimo nek plaz, kjer je problem ena hiša ali dve ali tri recimo, mora reševati cela država. Ampak to je takšen vrednotni sistem in zelo hitrih sprememb ni za pričakovati. Se pravi, ljudje se bodo morali bolj racionalno in hkrati bolj, bi rekel, družbeno recimo razmišljati o tem, kaj je bivanjski prostor. Tako ta situacija v Sloveniji je res zelo, zelo, zelo specifična. Še najbližje nam mogoče je recimo Slovaška, deloma mogoče Norveška, ker je zelo malo urbanega prebivalstva, zelo veliko ruralnega, hkrati pa to ruralno prebivalstvo ni tako kot včasih, ki je bilo produktivno, ampak samo živi tam, seveda v velikih hišah, ponavadi zelo pogosto prevelikih, kjer delajo hiše za več generacij, dve ali več generacij in to je nek tak tradicionalen način razumevanja bivanjskih površin, kar je škodljivo za naravo, se pravi za okolje, pa tudi seveda zelo drago z vidika družbe, nas vseh, ki to plačujemo. Po drugi strani pa imamo še en izziv, ki nekako kliče potem, da se soočimo z njim, da imamo na podeželju tudi veliko starejših hiš, ki so neobnovljene, ki razpadajo pred našimi očmi in to je seveda tudi odraz tega, da imamo neurejeno lastništvo v dosti primerih, je to eden od razlogov. Kako bi pa recimo davek na nepremičnine, če bi bil ustrezno zastavljen, reševal to problematiko po vaše? Ta zakon tega ne rešuje in nisem prepričan, na kakšen način bi se dalo ta problem, ki je res, kot omenjate, je res zelo velik. Se pravi, predvideno je recimo vsaka peta hiša na podeželju ali pa v predmestju, kjer živijo zlasti starejši ljudje, se pravi prevelika, napol prazna, se pravi neobnovljena, neustrezna, energetsko, se pravi urejena, karkoli že. Ampak nekaj poskusov v tej smeri z oblikovanjem nekih bivanjskih skupnosti ali karkoli je že bilo, večinoma neuspešne. Problem je seveda, kot pravite, je v tej lastniški strukturi, ampak to ni mogoče spremeniti drugače kot z nekimi novimi zakonskimi principi ali karkoli že. Recimo država je v preteklosti že probala na ta način, da je ljudem recimo plačevala domove za starejše, hkrati je bila pa potem tudi na nek način prilepljena na to nepremičnino. Ampak ljudje enostavno tega niso sprejeli, preprosto so tam ostajali, zato ker je bil pritisk dedičev prevelik. Teh problemov je v Sloveniji, ki so res zelo, zelo, zelo posebni, ta je recimo eden izmed takih, je zelo veliko. In ta lastniška neurejenost bi morala biti rešena, preden se uvede učinkovit davek na nepremičnine. Velja, profesor dr. Marjan Hočevar, hvala za tokrat in vse dobro. Hvala za povabilo. To je bilo vse v oddaji Pogovor o, ki smo jo tokrat namenili davku na nepremičnine in debato malce tudi razširili. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Veliko povemo, tudi z druge strani.